Zato živijo in delajo gorske enote Slovenske vojske prav tukaj. Že ob slovesni prisegi mladi vojaki vedo, da je velika pozornost namenjena gorniškemu usposabljanju, saj so za delo v teh pogojih potrebni izurjeni, vzdržljivi in iznajdljivi možje. Skrbno načrtovano in temeljito urjenje je predpogoj za uspeh, kajti pripadniki gorskih enot, poleg grožnje strani nasprotnika, naleteli še na vrsto drugih težav, kot so veliki telesni napori in temperaturne razlike, povečana psihična obremenitev, sneg in vlaga, vetrovi in viharji, hitre ter nenadne spremembe taktične situacije in še marsikaj. Intenzivnost in obseg urjenja situacijsko čim bolj približamo bojnim in trdnim pogojem življenja v gorskem svetu. Seveda postopno in varno. V času usposabljanja vsakega vojaka najprej izumimo kot posameznika, kasneje pa da spoznamo zakonitosti delovanja enote, v katero je razporejen. So pripravljeni za samostojno delovanje, obenem pa predstavljajo učinkovito podporo ostalim enotam Slovenske vojske. Gorska šola Slovenske vojske deluje od leta 1996 in je bila zasnovana na osnovi bogate slovenske alpske tradicije, znanj in izkušenj s področja gorništva, alpinistike, smučanja ter drugih veščin. Glavna področja delovanja gorske šole so priprava in izvedba gorniškega usposabljanja pripadnikov gorskih izvidniških in posebnih enot Slovenske vojske, posebna enota za helikoptersko reševanje, ki jo v najvišji slovenski steni in gorski severni steni. V gorski šoli izvajamo usposabljanja za pripadnike tujih oboroženih sil. Sodeluje pa z vojaškimi gorskimi šolami drugih dežel ter s civilnimi institucijami, kot so Planinska zveza Slovenije z gorsko reševalno službo, Fakulteta za šport, Smučarska zveza ter nenazadnje Triglavski narodni park, na področju katerega izvajamo precejšen del svojih aktivnosti, ter s tem tudi varni center Dobuka. Zagotovo predstavlja najtežji del usposabljanja. V
V zimskem času se vsemu ostalemu pridruži še kratek dan in nizke temperature ter stalni vetrovi, globok sneg in nevarnost plazov v visokogorju. Ker gorske enote vedno delajo na način, da postaneta teren v vremenu njihova zaveznika, je težišče zimskega usposabljanja na proučevanju in spoznavanju nevarnosti in možnosti preživetja. Zato lahko uvrstimo zimsko urjenje med trše preizkušnje vsakega posameznika na poti k najvišji stopnji izurjenosti gorskih enot. V gorskih enotah se zavedamo, da je temelj vsake enote tudi izurjen poveljnik, ki z osebnim zgledom v vsaki situaciji ustvarja medsebojno zaupanje in trdno povezavo v enoti, saj je pri zahtevnih in nevarnih nalogah v gorah odvisen vsak od vsakega. Iznajdljivost pri izkoriščanju terena in vremena za taktično prevaro in presenečenje so področja, ki nam nudijo izjemno velike možnosti za kreativno delovanje. Šele tako pripravljeno enoto lahko pošljemo na najtežje naloge, prepričani, da bo tudi pod težo najhujših obremenitev postala stabilna in učinkovita. To smo Gamsi, pripadniki gorskih enot Slovenske vojske,